Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji predvolilni oddaji gostimo kandidata za župana občine Idrija, Tomaža Venclja, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Gospod Vencl, bi lahko rekli, da imate malčkeno prednost pred drugimi kandidati, saj funkcijo župana opravljate že sedaj in minula 3 leta in 3/4. Ja, v tem smislu imam prednost. Vsekakor. Drugače pa mislim, da kakšnih velikih prednosti nimam, razen tega, da sem kandidat s težo. To dokazujete že pravzaprav na 3. volitvah županskih, že predtem ste 2-krat kandidirali. Enkrat neuspešno, drugič uspešno in sedaj 3. na teh volitvah. Tako je, v bistvu že tudi kot lista krajevnih skupnosti, s katero sodelujem v zadnjih letih, prej pa z neodvisno listo Merkur. Ja, prvič sem kandidiral za župana leta 2014, takrat še, bomo rekli, proti tedanjemu županu Bojanu Severju. Bila sva 2 protikandidata, Bojan Sever mislim, da je takrat prejel 65% glasov, jaz sem jih prejel nekaj več kot 20% in tretji protikandidat, to je sedanji podžupan Kristjan Brus, mislim, da je okoli 15% glasov. Ja, kaj če me reči, v ti občinski politiki sem že kar nekaj časa, tako da kar dobro vem, kako stvari potekajo, kakšne so zmožnosti finančne in tudi druge, tako da ja, to so moje prednosti. Vsekakor poveva še nekaj vaših osebnih podatkov za ljudi, ki vas sicer ne poznajo. Ste letnik 74, imate kar nekaj delovnih izkušenj, najdlje 17 let ste delali na komunali v Idriji. V javnosti ste znani tudi kot dolgoletni predsednik godbenega društva Rudarjev, ki ste ga v vlogi predsednika vodili 15 let. To je dolgo obdobje in to so bili prelomni časi za godbo. Ja, v bistvu je res. Pa da rečem, na komunal sem bil skoraj 17 let, v bistvu mislim, da od leta novembra 2001 pa do decembra začetka 2018. Kar se tiče pa godbe, ja, leta 97 smo se v bistvu jaz sem bil takrat star 23 let in ti moji, bomo rekli, tovarši, kot se reče, preplehmusk, smo se odločili, da pač imamo dosti zajamrena, kaj je bilo takrat, kaj je bilo sicer čist osnovano na neki pač osnovi, da res ni bilo nič, ni bilo ne za krepati, ne za nadaljevati, bomo rekli po domače. In smo pač takrat kandidirali bomo rekli, na občnem dvoru, jaz za predsednika, ostali za ostale funkcije in smo pač takrat potem res z enim zagonom in z vsem začeli s temi spremembami, pripeljali smo sponzorja generalnega, ki je še danes, pripeljali smo takrat dirigenta Domena, ki sicer zdaj ni več z nami. Moram pa reči, da ta rast godbe pa, bomo rekli, še po 25 letih je še zmeraj en cajt je malo bolj, en cajt malo manj, ampak uspenjamo se, trenutno imamo po moje 5 akademsko izobraženih glasbenikov, imamo cel kup mladih na srednji šoli, na akademiji. V glavnem, stvar mislim, da smo takrat pravilno zastavili in da tudi kot drugod znam še kaj pravilno zastaviti, samo malo cajta je treba imeti. Ja, pri godbi še vedno igrate največji basovski inštrument tubo? Točno tako, samo s to razliko, da trenutno pridem v godbo in se usedem na prvi stol desno, ki je bil zmeri moj, pa mi ni treba več drugih stvari urejati, kot mi jih je bilo treba 15 let, od 1997 do 2012. 4 leta ste vodili tudi krajevno skupnost mesto Idrija, bili ste predsednik krajevne skupnosti. Tako, krajevna skupnost mesto Idrija je tudi, bomo rekli, kar eno dobro šolanje za to funkcijo, ki jo zdaj opravljam in ki jo želim tudi v prihodnje. Krajevna skupnost mesto Idrija ima, bomo rekli, čez prst 6000 prebivalcev, kar je več prebivalcev, kot ima polovica slovenskih občin. Tako da že v tem primeru se moraš naučiti enega usklajevanja, poslušanja, različnih mnenj in tako naprej in tako nazaj. To delo ste upravljali nepoklicno z ekipo, ki je prav tako so bili prostovoljci. Funkcije v krajevni skupnosti Idrija in v vseh krajevnih skupnostih v naši občini so v bistvu prostovoljne, nekje se sicer izplačujejo
sejnine, to je pa odločitev same krajevne skupnosti v začetku mandata. Tako da ni pa za to bilo nobenih posebnih plačil, razen tisto, kar dobi nekih nadomestil za uporabo svojega telefona in tako naprej predsednik krajevne skupnosti konec vsakega koledarskega leta. Pred desetletjem ste imeli vsaj 2 največji krajevni skupnosti poklicne tajnike, zaposlene, da so koordinirali delo. Ne? Ja, to je že, bomo rekli, prejšnji župan spremenil. Že za časa prejšnjega župana se je zgodilo tudi to, da krajevne skupnosti niso več samostojne, bomo rekli, pravne osebe. Čeprav v okviru občine pa delujejo še z vsemi tistimi pooblastili, kot so jih imeli prej, se pravi, organizirajo prireditve, imajo ločene svoje finance na proračunskih postavkah, tako da lahko vsak trenutek vejo, kaj imajo, koliko so porabili, zakaj so porabili in se tudi sami v veliki večini primerov lahko odločijo o tem, zakaj bodo tista sredstva porabili. Edino pri samem vzdrževanju ceste pa pač konsens med občinskim zaposlenim, ki pač to stvar koordinira in krajevnimi skupnostmi, kako stvar izpeljati, da je optimalna. Se pravi, da so ceste vsako leto vsaj približno toliko sanirane oziroma vzdrževane, kolikor dopuščajo finance. Pred leti ste bili aktivni tudi v dramatičnem društvu in v pustnem društvu Grapa. Ja, dramatično društvo igra, no, je tudi ena bila moja, bomo rekli, ne ljubezen, ampak veselje, za katerega mi je pol malo cajta zmanjkalo. Še pred parmi leti sem tudi sodeloval z malo gledališko šolo v določenih projektih, kjer so rabili kakšne take starejše gospode, ne pa samo mladih. Tako da ja, to pa pustno društvo je pa tako, včasih sem bil bolj aktiven, zdaj pa, ker sem bil tisti, ki je vodil ta program na placu skupaj z Davidom in zafrkaval oblast, zdaj pa pač moji ljubi sosedje in prijatelji izpostavljajo mene in mene zafrkavajo, kar pa je pa vsako ogledalo, ki ti ga nekdo nastavi, je dobro, zaradi tega, ker pol pač vidiš, kaj delaš narobe, pa kaj delaš mogoče prav. Pa vam te izkušnje iz pustnega društva in gledališča kaj pomagajo pri upravljanju vaše funkcije? Ja, ne vem, kako bi rekel, mogoče zdaj pred letom, ko greš koledovat naokrog kot pred pustom. Pripravili ste tudi nekaj programskih poudarkov za to kandidaturo, za ponovno izvolitev za župana. V prvo vrsto ste postavili urejanje infrastrukture. Kakšni so vaši načrti? Mislim, načrti so taki, kakor so že bili. Vemo, da nam v naši občini imamo največji problem s cestami trenutno. Čeprav moramo vedeti, da imamo več problemov. Jaz ne govorim o izzivih, jaz govorim kar o problemih, zaradi tega, ker pač sem tako navajen. Predvsem, vse, kar lahko dobimo sredstev za obnavljanje infrastrukture, bomo v prihodnjih letih pač vlagali v ceste. Ceste nam hitreje propadajo, kakor jih upamo sanirati. Pa čeprav v zadnjih letih smo to nekako dobro naredili. Obnavljamo večje odseke naenkrat, to je v dogovoru med krajevnimi skupnostmi bilo na začetku prejšnjega mandata dogovorjeno, se pravi, da probamo vsako leto tiste sredstva, ki jih dobimo pač od države direkt za investicije v infrastrukturo, razdeliti na 3 dele in 3 ceste tudi vsako leto probamo sanirati. Letos smo po slab kilometer cest na Vojsko, Mrzu vrh pa Ilični vrh. Prejšnja leta so bile razne, v glavnem vsako leto so šla ta sredstva direktno v to. Moramo še narediti recimo čistilno napravo v Črnem vrhu, ki je v fazi projektiranja. Moramo sanirati športne objekte, v katere se leta in leta ni praktično nič vlagalo. V Idriji so pač objekti vsekakor nekako centralno občinski, ki so pač pomembni od tega, da je treba na stadionu postaviti, bomo rekli, razsvetljavo, narediti vsaj neko minimalno atletsko stezo, ker cela občina nima enega atletskega kroga, na katerem bi lahko otroci oziroma mladina trenirala oziroma se testirala, do modre dvorane, ki še vedno pušča streha in je v poletnih dneh v njej prek 40 stopinj, do športnega centra, do
stvari na podeželju, od tega, da se trenutno dela, bomo rekli, idejni načrt oziroma je narejen za športno dvorano poleg osnovne šole v Godoviču. Tu zdaj ne bo modra dvorana, ampak neka dvorana, ki je primerna takemu kraju in taki šoli, ki se lahko potem tudi za druge stvari uporablja. Naprimer v Ledinah? Tudi v Ledinah je ta plan, oba projekta gresta nekako usporedno, s tem, da bi bil projekt dvorane bi lahko bil enoten za obe lokaciji, tako da tudi s tem bi probali stvar nekako zoptimizirati. Večina vodovodov je urejenih, tudi mesto Idrija se napaja z novim vodovodom uspešno, v Godoviču pa pušča, zelo pušča. Ja, večina vodovodov je urejenih, eden od problemov je Godovič. V Godoviču smo tudi letos zamenjali dobrih 150 metrov vodovoda v industrijski coni, tam, ki je najstarejši vodovod, ki je bil nepravilno narejen v 80-ih letih, to je pač stroka ugotovila. Smo ga nekaj zamenjali, tako da smo lahko povečali pritisk, da imajo zdaj tudi tiste firme dol v industrijski coni dovolj pritiska za vse požarne vode in tako naprej in tako nazaj. Imamo plan vsako leto posodabljati toliko in toliko, naslednje leto, če bo prav, od osnovne šole proti Ivanjim dolinam skupaj s pločnikom, kot smo ga že v zgornjem delu naredili, in pa seveda pridobiva se gradbeno dovoljenje za vodovod oziroma povezovalni vodovod med Idrijo in Dolami oziroma Lešetnico, ki bi pa bil dodatni vir vode za celoten ta vodovodni sistem gore, dole, Veharše, Godovič. Se pravi, da iz Idrije, ki ima dovolj vode, iz Bele in iz drugih virov vodo dodatno črpamo v ta sistem, ki bi potem imel dovolj vode, tudi v primeru, da se industrija v Godoviču poveča, ker gor imamo kakorkoli velik prostor za industrijo še, in pa občinski podrobni prostorski načrt Žabja vas, ki pa omogoča tudi gradnjo preko 30 novih stanovanjskih hiš. V Idrijskih Krnicah ste načrtovali tudi prvi vodovod. Tako, v Idrijskih Krnicah smo tudi bili kar zelo aktivni, kar se tiče vodovoda. Predvsem smo dali bomo rekli, na vago vodne vire. Obstoječi vodni vir, ki je bil testiran pred parimi leti, je iz globoke vrtine, ki pa ima kar velik del železa noter in bi bilo treba dodatno vodo obdelati in pripraviti do tega, da bi bila primerna za uporabo. In drugim vodnim virom, ki je slaba 2 km oddaljen od tam, ki pa prosto teče na površje in za katerega smo zdaj tudi v letošnjem letu v točki največje suše, naredili meritev izdatnosti in ugotovili, da je tako izdaten, da bi lahko iz tistega vodnega vira oskrbovali Krnice, tako kot smo si zamislili. Na področju stanovanjske gradnje je občina že desetletja v krču, novih stanovanj ni, nekaj adaptacij, včasih smo gradili blokovska naselja, sedaj tega ni več. Ja, včasih je bilo, ja. Včasih so imele tudi firme svoje stanovanja, ki jih zdaj praktično nimajo več. Ja, v Idriji trenutno je in bo kar nekaj stanovanj na razpolago fizičnim osebam za nakup, ne? Mi pa predvsem igramo na noto tega, da polovico dijaškega doma predelamo v stanovanja, kar je tudi projekt praktično v zaključni fazi. Najbolj se je zavleklo zaradi samih, bomo rekli, legalizacij določenih prizidkov dijaškega doma, ki skozi leta pač niso bila izpeljana pravilno, ker vemo, da dijaški dom je občina dobila v zameno za 2 nadstropja stare osnovne šole, to je bilo pred leti narejeno. Tako da zdaj se tam stvar pelje proti gradbenemu dovoljenju in izgledano iz strani centra mesta pred dijaškim domom, leva stran dijaškega doma bi bila v prihodnje v bistvu stanovanja v večini za mlade. Zdaj po temu projektu, kaj bi bilo tam gor 13 stanovanj. So to stanovanja za prodajo? So to najemna stanovanja? To bi bila stanovanja v lasti občine Idrija,
ki bi bila tretirana pač kot stanovanja za najem teh, ki pač jim stanovanja pripadajo. V volilnem programu obetate tudi boljše družabno življenje. Kaj ponujate? Ja, na tem področju mislim, da je glavna stvar, da se začutijo oziroma da se vidijo krajevne skupnosti. Idrijska krajevna skupnost se je močno trudila pri parih dogodkih biti zraven oziroma podpreti dogodke, pomagati, tudi organizirati zadeve. Smo pa že v proračunih zadnjih 2 let krajevnim skupnostim dali po 4.000 evrov za organizacijo prireditev. To je bilo zelo dobro sprejeto in so jih tudi v večini s pridom izkoristili točno za to, kar smo jih namenili. Tako da v primeru ponovne izvolitve in v primeru, pač ne v primeru, ko se bo delal proračun, bomo pač vztrajali k temu, da se ta sredstva mogoče še za kakšen 1000-2 povečajo. Obetate tudi povečano skrb za starejše. Ja, skrb za starejše. Mislim, da kar se tiče področja starejših, smo veliko naredili ravno s tem projektom Sopotniki oziroma s tem prevozom starejših na klic nekako. No. Ljudje so, bomo rekli, hvaležni, čeprav nam ne bi bilo treba biti, da so hvaležni. No. Mislim, da smo določene stvari uredili, bomo pa vsekakor stremeli k temu, da bomo ta sistem probali nadgrajevati. Recimo v občini Kočevje so ga že, prav bomo rekli, s prevozi na klic, pa ne samo za starejše, tudi za otroke in tako naprej in tako nazaj. Tako da bi poskusili tudi, bomo rekli, komu, ki težko nosi svoje vrečke v hrib iz centra mesta, kamorkoli, to pot nekako olajšati. O programih podaljšanega varovanja občanov, starejših občanov preko dneva ne razmišljate? Razmišljamo, imamo pa še ključne vprašanja o sredstvih finančnih, kako to urediti. Gasilska društva na tem področju so najbrž investicije visoke. Ja, gasilska društva so pač vsako leto dobijo sredstva več ali manj toliko, kolikor jih rabijo. Gasilci, kakorkoli, moramo poudariti, da so ena ključnih organizacij, ne samo občin, ampak v celi državi. Zaradi tega jih je pač, poleg tega, da jih je potrebno, jih je tudi pametno podpirati. Zdaj v naslednjih letih proračuna zniževati ga jim nikakor ne mislimo, je pa že v okviru same gasilske zveze so predlagane določene prerazporeditve med njihovimi potrebami, zaradi tega, da pač nekaj več sredstev bi šlo na gasilske domove, nekaj manj na vozne parke, zaradi tega, ker so nekako posodobljeni, še nekaj kreditov za nazaj morajo plačati pri določenih avtomobilih, tako da, ko se enkrat to izpelje, bodo sredstva namenjena strani občine lahko prerazporejali tudi na gradnja in vzdrževanje gasilskih domov, kar se pa v bistvu v neki določeni meri že dogaja. Videti pa moramo, da od države, po moje, kar jaz vem, se dobi, oziroma ti požarne takse dobi občine 50 000, poleg tega pa še kar nekaj 100 000 pridoda. Država je sedaj obljubila tudi nadomestno opremo za društva, ki so sodelovala na velikem požaru na Krasu. Mislim, nadomestno opremo, sredstva bodo dobila društva. To sem ravno včeraj poslušal, zdaj koliko dobijo idrijska društva, ne vem, vem pa to, da smo bili tiste prve dni praktično najbolj številčna gasilska zveza, ki je sodelovala na tem kraškem požaru. Na področju turizma, spominjam se, ko ste nastopili svoj mandat, ste se vprašali, zakaj 12 sodelavcev, s čim se ukvarja na Zavodu za turizem. Danes, po 4 letih, veste? Ja, v bistvu vem. Vem, zakaj. Jaz mislim, da sam Zavod za turizem, malo sem spremenil na tisto, kar sem mislil. Takrat nisem bil prepričan, da vejo vsi, kaj imajo za delati, zdaj sem pa prepričan, da vejo, kaj imajo za delati. Jaz mislim, da idrijski turizem gre v pravo smer, gre pa počasi, zaradi tega, predvsem zaradi naše mentalitete.
idrijska mentaliteta je taka, da pač nekega popoldanskega dela, če imaš tisto, kar pač si zamislil, da rabiš, ne odobrava, ne, ta mentaliteta naša. In na ta način pač ljudje se ne vidijo v teh zadevah. Moram pa reči, da mladi in nekateri so pa začeli razmišljati v tej smeri in se stvari dogajajo in se tudi malo več, bomo rekli, ponudnikov prenočitev je in tako naprej. O gostinstvu pa ne bi zdaj tukaj zaradi tega, ker pa s komerkoli govorim, iz kjerkoli, od Pobratenega Avmeca do Belona, kodar smo bili začetek poletja, do sosednjih občin, do Bleda, posod ima isti problem. Ni pač ljudi, ki bi delali v gostinstvu. In s tem se krajšajo urniki, oža ponudba in jaz mislim, da bo treba na celi liniji narediti NRS in stvari drugače zastaviti. Ta zasebna ponudba je vsekakor pomembna. Malo gospodarstvo je tretji največji delodajalec. Ja, vsekakor. Po 2 velikih firmah je malo gospodarstvo tretji zaposlovalec, je pa veliko tega tretjega zaposlovalca odvisnega od 2 velikih firm. Kako boste v občinskem svetu organizirali delo, kako boste razdelili podžupanska mesta? O tem še nisem razmišljal. Najbolj važno je to, da ko bom vedel, kdo je izvoljen, ker vedeti moramo, da podžupan je lahko samo podžupan ali podžupanja, je lahko samo izvoljeni občinski svetnik. Bom pač na tej bazi se bom odločil. Moram pa reči, da si kar želim kakšnega tazga podžupana, recimo, kot sem jih imel zdaj. Je bila ta izkušnja dobra, ko ste imeli na levi in na desni strani političnih barv po enega predstavnika? V bistvu jih jaz niti nisem po političnih barvah izbiral. Izbiral sem jih po tem, kako jih poznam in kako delujejo. Nekdo je bil malo bolj, bomo rekli, aktivni, nekdo malo manj, ampak oba sta bila pa zelo korektna in mislim, da smo kar par stvari premaknili, ki jih drugače ne bi. Sami sodelujete v Listi, to je nestrankarsko gibanje, civilno gibanje. Tako. Pomeni to tudi neko nezaupnico strankarskemu sistemu? Ma niti ne. Jaz bom predvsem to rekel. Če ste videli našo geslo skupaj naprej, pri nas ni nič važno. Pri nas smo levi, so desni, v naši listi govorim, po svojem osebnem prepričanju. Predvsem to skupaj pomeni to, da ne smemo razmišljati oziroma ne razmišljamo o kakršnem koli strankarskem deljenju, ampak samo o dejanjih in dejstvih in o tem, da moramo stremeti naprej in narediti to našo občino in te naše planote in te naše kotline take, da bodo ljudje tukaj radi živeli, predvsem pa, da bodo mladi radi tukaj ostajali in se videli, da so tukaj dobro sprejeti in da imajo dobre pogoje za svoje življenje. Pa vendar bi vam aktivno sodelovanje v kateri od političnih skupin morda odprlo kakšna vrata kdaj? Ja, sigurno, da, ne, ampak po prepričanju mojem se ne moremo uvrstiti v nobeno od trenutnih strank v naši ljubi domovini, tako da dokler bom takega mnenja, bom tudi nestrankarski kandidat. Tomaž Vencelj, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor in dober rezultat na volitvah vam želim. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.